večer, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, zadnjič v tem letu in ne samo pred prazniki, ampak prav praznično. Imamo namreč to čast, da danes gostimo akademika, profesorja Andreja Jemca, slikarja in tudi to čast, da je Slovenska matica ob slikarjevi 85-letnici s podporo Slovenske akademije znanosti in umetnosti in pa Slovenija les skupine izdala monografijo njegovih slik iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. In ker pravičujemo se najprej, seveda, da smo nekoliko zamudili, ampak to predvsem zaradi tega, da bi lahko vsi v miru prisluhnili, tudi tisti, ki ste nekoliko dlje v teh prazničnih dneh iskali parkirišče. Vsekakor pa zdaj kar začenjamo ta naš pogovor, namreč začeli bi ga morda s poezijo. Andreju Jemcu. V svoj rokopis naseljeni slikar si švignil luč kot kozmični vratar. Zapornice lučem sveta si odprl. Kot Bog si pot luči v temu ozrl in z živo gesto znamenja izpisal. Šelest sveta v barvito luč si vrisal in vse, kar je, prepesnil si v duha med zemskim dnom in zvezdami neba. Poteze švist zveni in zven utripa v utrinkih večne harmonije hipa. Minljivo večnost zvonko se razlega in iz srca v srce svetlobo sega. To je sonet, ki ga je akademik Milče Komelj posvetil prijatelju Andreju Jemcu. V njem je kar nekajkrat zapisana beseda luč, svetloba. A preden se dotaknemo duhovne svetlobe v vašem slikarskem opusu, bi morda spregovorili o luči življenja. Torej o tistih prvih trenutkih, prvih slikarskih potezah, prvih izkušanjih sveta v Šentvidu nad Ljubljano. Morda se to, čeprav vendarle skrivate 85-letnico in smo s čisto drobnimi fonti zapisali v knjigo, se vendarle spodobi, da nekoliko spregovorite tudi o teh prvih trenutkih luči življenja. Hvala lepa. Bom najprej rekel hvala lepa Slovenski matici, zame izjemno ugledni založbi. O njej smo že kot otrok slišal, nekaj videl, nekaj bral in pozneje lahko spremljal in sem zelo čaščen, da je knjiga išla po Slovenski matici. Seveda je zgodba, zdaj smo začeli tam nekje pri svetlobah, ampak ko ste brala pesem, če se prav spomnim, smo snovali to mojo monografijo celotnega dela od, kot bi rekel, predakademijskih slik do zdaj in mi bo Milče Komelj povedal, to pesem je enkrat mi poslal, pa mislim, da ni bila narejena za to knjigo. Ni bila za to knjigo narejena in mi je bilo zelo lepo, ker je v nekem trenutku po pošti mi je eno zelo prijazno pismo in pesem poslal in seveda je potem, to je zgodba, jaz to ne bi na dolgo razlagal, monografijo smo nekoliko zaustavili, bom povedal, je več razlogov. Eden od teh je težko pridobivanje fotografij, slik, ki bi jih rad noter
medtem ko teksti in bibliografija, vse je že narejeno, prevedeno, slikam so bile nekoliko večje težave, povzročil sem jih pa tudi sam. Zaradi tega, ker sem izbiral diapozitive, sem kar naenkrat se odločil, da bom raje risal pa slikal. In to je nastalo, se tam te slike, teh 80 slik je zadnje 2 leti. In ko sva z Mičkom in z gospod dr. Ignacijo kot urednico razmišljala o monografiji, sem prišel do zaključka, da bi bilo pravzaprav pametno z ozirom, da na prostore, razstavne prostore, s katerimi Slovenija razpolaga, da ne morem računati, da bi lahko pokazal 80 slik, ki so sorazmerno velikega formata, na eni razstavi, pa se mi zdi, da tisto, kar naredi, da bi kot slikar, kot avtor, ali pa tako kot pesnik, ali pa kot igralec, da bi rad takrat, ko naredi, videl, pokazal, ne? Da bi sam videl. Ne? Meni se zdi to zelo pomembno, ker šele v vizualno čistem, snažnem, smo rekli, prostoru, kot za glasbenike, velja, da rabi slišati svojo simfonijo in akustični prostor, tako tudi slikarji težimo k temu, da bi enkrat videl, ne oziraje se na to, kaj se bo potem zgodilo, da se postavi razstava in jo vidiš. Tako kot mi je nekoč Uroš Krek rekel, pa kako ti simfonija se to zlagaš, pa po komadih sestavljaš skupaj, kako to narediš, da dobiš to celoto. Ja, rekel, to obdelujemo, ampak potem je zame najlepši trenutek generalka. Sem rekel, kaj pa pol koncert? Je rekel, pust, to je pa groza, rekel, to je pa kot Sveta krava, moš priti gor, pa se prekloniti. Da vidiš svoje stvari, da slišiš svoje stvari, da jih lahko, kot bi rekel, z očmi gledalca ocenjuješ, ker mi rečemo, to smo se s kolegi pogovarjali, so tukaj na akademiji, da se slike same med seboj stepejo pravzaprav in kjera je boljša ali slabša. Ljudje, ki hodimo, smo zelo hitro, vsi edini, kaj je in kaj ni. In to je ne razstavi, zaradi tega, ker bi rekel še to, zdaj sem malo zabil od tega, ampak se mi zdi pomembno, slikarstvo je stvar odnosov. Slikarstvo je stvar odnosov in če je to, potem je slika do slike tudi vprašanje tega odnosa. In zame je postavitev ene razstave ali pa izbor za knjigo, neko dejanje, kot bi delal novo sliko, zaradi tega, ker moš komponirati malo veliko, varno in tako naprej sprejevati, da dobi en lok od začetka do vrha in do konca. Tako da kratko govorim zdaj o tej knjigi. Hvala, ste videli, takoj se izognil seveda vprašanje in začel imeti res, tako rekoč o knjigi, tej, ki je danes pred nami, torej o zadnjem ustvarjalnem obdobju, pa vendarle spregovorili smo o metafiziki svetlobe, na nek način govorite pri Jemcu v tem svojem sonetu. Vi ste velik poznavalec Jemčevega opusa, poskušajo vendarle postaviti slike, ki so tudi reproducirane v tej zadnji monografiji, morda v kontekst celotnega opusa doslej. V kontekstu celotnega opusa so te slike seveda najnovejši mojstrov razcvet, ki pa izhaja iz preloma umetnosti pred desetletji, ko se spominjam Moderni galeriji razstavil slike, ki je neko sproščeno stvar, neko sintezo vseh svojih dosedanjih prijemov, ker je švigajočo gesto, zajel barvo, praščino, svetlobo. Skratka, to je bil en tak uvod v kasnejšo umetnost, ki je variirala in v zadnjih 2 letih je en tak poseben razcvet doživel. Zato je ta knjiga nastala. In takrat se spominjam
je malce bil presenečen na tisti razstavi. Profesor nekaj Paternuje pa je spominsko knjigo napisal, da je tako sproščena ta umetnost, kot da bi gledal cvetlični travnik in bi se narod past razpel in podobno. Kajti Jemec je najprej, kot veste, sliko temne podobe, v katerih je dominirala intenzivna gesta, ki je spominjala aluzije, so bila vedno, že abstraktna umetnost, hkrati so pa aluzija na realnost, na drevje, v jemlje, ki je tudi ljubitelj gozda, hodil v srednjo botansko šolo in skozi to vejevje prodira luč svetlova, prav dramatično. Te slike so bolj konfliktne, dramatične, impulzivne, hkrati jih je mogoče tudi simbolično razlagati kot njegovo voljo po sprostitvi, osvoboditvi in tako naprej. No, kasnej je ustvariti temne slike svetlobo, ki se je osvobodila in je kar potem zdaj razgnala na rob. Skratka, tako da so take podobe, ki so ponovali s to lunarne, abstraktne krajine, čeprav je pojem abstraktne krajine skoraj proteslovnost, ampak so bile temne, in vanje je luč kot v ocean prodrla. Gesta pa skoraj kot kaligrafska, kot kakšna pismenka orientalska, zato on s takimi grafikami postal znamenit dobil prvo nagrado v Tokiju. No, kasneje je pa kot kontrast na to se pa prepustil barvi in je nastal cel cikl izrazito barvitih, živobarvnih slik, ki so pa ostro obrisne, skratka, tudi abstraktne, hkrati so bile aluzija na realnost, celo na tisti čas, otrok cvetja in podobno, skratka, aluzija na marsikaj, in potem je on kot mojster raziskovalec jezika likovnega preučeval razmerja med barvo in formo in vse načine, skratka, preveril, kot bi rekel, dokler ni tega ne opustil, ampak sintezo, skratka, iz vsega tega ustvaril, nov sproščen razcvet. Ta umetnost je pa zdaj to impulzivna, tako kot je bila zgodna. Prejšnja bila neracionalna, ampak analitična, no to je pa v bistvu živa poezija, hkrati velja tudi za muzikalno, tudi kot glasbo označuje, on že Krega ne omenil, skladatelja, jaz vem, vrsto skladateljev, ki občuduje njegovo umetnost, sem slišal govoriti, ker je zelo muzikalna. Jemec je kolorist, skratka, pa temli na gesti. In to gesto tako sprostil, skratka, da je enostavno zelo in s to barvo izrazil vse, ker sama barva je nosilec pri njem pravzaprav občutenja vsega tega, kar sprejme iz narave, zelenje, letnih časov, podmorske gladine in podobno, hkrati pa notranje obranosti. In tako nekatere slike imajo smo pobarvan naslov. In čudoviti tak slik je dal naslov Stane Krega, ki je rekel, kakšna modrina, pripodoval. Tisti je pa zgodba, ja. No, zelo na družinsko poznavanje Gregarja Staneta in njegove sestre, pa moje pokojne mame, je Stane prihajal k nam, in potem sem enkrat leta 69, da sem ne bom nikoli pozabil, povabil ateljek samo podrožnikom, in pride gor, pa pravi, joj, kakšna modrina, se rekel Stane, hvala nam že naslov za slik. In je pa, moram reči, zdaj, ki sem poslušal to, kar ste mene vprašala prej, ker je Milček povedal, mislim, da je bilo zelo prav, ker meni je takrat ta misel, kar sem povedal, nadar prišla, da povem, kar zadeva vprašanje zgodnih stvari, pa svetlove, je pa to zelo točno, kar on govori, seveda moj občutek je bil zmeraj, da se jaz mislim, da to imamo ljudje sorodne občutke, če gre za temo ali pa eno svetlovo ali pa razprto nebo, da je kar naenkrat občutek izhoda, optimizma, sinonim nekega osvobajanja. In se mi zdel, tudi to človek sam zasledi, ne da bi načrtno nekaj gradil, ampak spomnim se, na akademiji smo slikali tiho žitje in je moral biti že tam tudi en bel papir in potem se je iz tega počas v letih 69 do 62 oblikovala tista oblika tistih abstraktnih pejsažov, ki so bili pa najbolj znani. Je pa bil to, lahko rečem, obračun za zgodovino zame, kjer te abstraktni pejsaži ob gledovanju recimo v Amsterdamu, tega holandskega slikarstva, ta tihožitja, te velike ozadja čista in potem nagrmadeno dogajanje na mizi ali nekaj,
je povedala svoje, seveda v nekem znaku rezu po količinah so to sjajno obradovane. Tukaj, ali pa portreti, ne, sej, če vzamemo, vem, da sem od takrat Rizbenga, Rafaelovega portreta in količine, ne, da tega obraza bo vse skupaj bilo manj kot tretjino, 2/3 pa tistega polja, da figura diha, ne, odprto, ne. Pravzaprav, to so neke zakonitosti, ki jih, ja, jaz sem gledal, recimo, se spomnim, Picassojev razstavo leto 63-64 v Parizu, ki je imel motiv slikar in model, ne, in je v glavnem, ne, potem po tej analizi se rekel, je gradil ali 1/3 oblike, ali pa 2/3 oblike, pa ne, se pravi, je bila zapolnjena slika z figurami, bilo samo malo tistega prostora za dihanje, recimo. To je pa nekaj, kar je zelo povezan z življenjem. Jaz bi rekel, za te slike, ne, če jih tako prelistam, bi rekel, so redko besedne ali pa so zelo gosto besedne. Tako kot je življenje, se dogaja v hipu neke stvari, ali pa se težko vali kot vojna ali pa nekaj, ne, in jaz mislim, da so tu noter možni odgovori za vprašanja, zakaj je tako ali pa drugačno sliko. Ne. Te, kot bi rekel, hipne so tako kot ta poezija, ne, parih besedah, ne. Govoril sem o svetlobi in o spredju, ki je bilo temno. In za meni je bilo nekje leta 67 mi je postalo jasno, da sem to temo svetlobe zadaj, pa te iluzije izčrpal in da me je začel zanimati prvi plan in to je pa tako bilo, kot da je svetloba, pa gledaš skozi, ali pa naenkrat osvetliš prvi plan, a ne? Če prvi plan osvetliš, se popolnoma spremeni, ista slika se je spremenila, ne? Ker naenkrat je to padno bilo, ne? Normalno, če spredje lučno mora od zadaj presevati. S tem je pa iluzija lučine tudi izginila, ne? In je šlo za spolnost, ne? To so ljudje, ki pa bojo vedeti, zakaj gre natančno, ne? Ne bi o tem veliko govoril. Je pa res, da je to zame bil v 67. zelo prelomen trenutek, kar se je padlo, bi rekel tako. Ko sem bil na Dunaju, smo imeli v Europa Hausu eno mednarodno grafično razstavo, da sem šel prvič na Dunaj, pa že odhodilo, vem, da sva razstavljala skupaj in sva šla na Dunaj in po tisti razstavi sem jasno v Kunst muzeju gledal in name je naredil takrat največji vtis naredila ena indijanska tkanina, ne, ki je bila rdeča, plava, ne, tako blizu bi rekel Matissu, ne. Nepozabno, ne. Imam to podobno sliko doma in potem, da gre v serija teh slik, to je predvalo, ne. O tem nisem nikoli govoril dost, ampak se mi zdel, da če gledam slike in monografije, bi rad izpostavil take ključne stvari, ki pa so, bi rekel, slikarsko ali pa sicer življenjsko vezane na to, ne, ker včasih mi bilo reče, pa kako moraš zdaj to, kar nekaj imaš pa čisto drugačne slike, se nekaj poglej življenje, kako se je spremenilo od takrat, ne vem, se spomnim še stare Jugoslavije ali pa Slovenca, ki je prinesel celostransko, ne vem, Korošcev pogreb ali pa nekaj takega, ne, Slovenec in tiste stvari, ne, in vse, kar se je dogajalo takrat, ne, pa vojni časi, po vojni časi in možnost, da smo včasih najprej malo ušli, ali pa hodili po svetu in si lahko videl,
kako se to dogaja, ker, bi rekel, inspiracije so v bistvu iz življenja in iz umetnosti same. Normalno. Pri Picassu se je videl, kako se je včasih šel poklon Greku, včasih Rembrandt za določena vprašanja. Vse je po svoje naredil. Picasso je bil sploh zelo navaden. Takrat so govorili tako, da in se je napisano v knjigah, da je bil toliko nadarjen, da če je nekaj ni vedel, takoj domov šel pa naslikal tisto in še boljše, pa še podpisal Picasso, pa je bilo to nova stvar. Mimo glede rečeno, res pa je, ko smo gledali malo zavijem proti slovenski umetnosti, recimo Braka, poznej, ali pa Gojmir Antona Kosa, to kvaliteto obdelave barve, za nas je bil Kos zelo velik. Zelo velik. Ni bil moj profesor, bil je v moji diplomski komisiji, sem ga bil vesel, ker je odnos do stvari, ki smo prvo razstavili, 66 mladih galerij, je med prvim prišel rekel, pa že čakamo, tako je bil. Dober pedagog, to je ali ne. Zdaj smo govorili vaš čas o svetlobi, pa vendarle prehajate tudi v tem zadnjem opusu k mraku, k temnim barvam. Zdi se, da se takrat zgostita in poteza in barva, ko spregovarjate na nek način o kaosu zgodovine, torej v tistem trenutku, ko v to zelenilo, luč, svetlovo sveta vstopa človek. Med temi slikami zadnjega obdobja je nedvomno izredno sporočilna slika z naslovom Evropi gori pod nogami, ki je nastala prav letos. Ja, to je večja serija slik, tukaj imam, so dve producirane okupacija Evrope, namreč ta okupacija ima veliko obrazov, ima lepe, ima slabe, ima grozljive in tako naprej. Mi smo bili pač po izkušnji deležen, vsaj jaz osebno, okupacije med vojno. Kaj to pomeni, kako je to bilo vprašanje identitete, jezika, prvi dan v šoli. Jaz sem nekaj 42 šel prvi razred, ker 41 ga bi moral več, tako smo že 8 let, pa je bila vojna. In s sošolcem smo bila malo večja, pa suha, sva zadaj sedela, pa so Sloveni govorila. In naš učitelj v prvem razredu je bil ravnatelj, najbrž Kurošec, kjer je malo razumel slovensko, pa kjer sva slovensko govorila, za sladke, da se je dvignil glave skupaj, pa malo eno tako palčko, kot dirigentsko, direktno krajša, ostro robana je po glavi, tako sva jih dobila za to. Zakaj sem sva slovensko govorila? Tako da danes, ko govorimo o slovenskem jeziku, ker imam kolega, akademik Mirček, kot tajnik razreda, ker razpravljamo o slovenskem jeziku, se je tudi enkrat napisal, kako je to zadelo z jezikom. Slovenskem, da vzpostaviš zelo jasen odnos do tega, kako boš se krasno, če govoriš veliko jezikov, ampak ne da bi kdo ti vzel svoj jezik, ali pa pripovedal svoj jezik, ali pa da si kaznovan za svoj jezik. Zdaj smo na tisti točki, pravzaprav razumel že. Na univerziji ali pa na SAZU se v tem razprav. Prosite, malo zakajamo, ampak se mi zdi, da je to zelo povezano z jezikom, kaj ti govorimo vse skozi, govorimo o jezikih umetnosti, o likovnem jeziku, o glasbenem jeziku, govorimo o pisanem govornem jeziku. Slovenščina kot jezik je izredno, zame, izredno bogat jezik, kjer ima toliko lepih dialektov. Imamo v spominu, bom še to povedal, Nemčak, od Vena Pidona, moj sošolc, Ivo Lenščak, Ajdovc, starejši, ker je bil kot 13 let že pri partizanih in je
Starejši je bil od mene in smo na akademiji skupaj prišli, ko je on ajdovski dialekt tolko, to je bilo prekrasno, smo rekli, ni opustiti to ljubljansko, dej povej po ajdovsko, smo uživali v tej lepoti tega izrazoslovja. Toliko. Kako vi razbirate torej neko družbeno sporočilnost Jemčevih slik skoraj 100 let po Kosovelu, ta ponovni klic Evropa umira, Evropi gori pod nogami, kot pravi Andrej Jemec. Najprej bi stvar navezal, ko je rekel umetnik, govoril o jeziku, on se res izredno zavzema, ki je omenil stališča članov umetniškega razreda, in se vsaj toliko enako kot najbolj želni pesniki zavzema za jezik, ker je zanj posebej značilno, ker on v likovnem jeziku ves čas govori iz jeziku vseh vrst, kot nečem najbolj avtentično. On pa profesor Prišan, drugi so pa sploh iskali, kaj je v bistvu za slovenski likovni jezik, ker je zelo težje kot v drugim. In ko smo bili vse z ministrom glede jezika, med tem entegrani ministra pravi, kot to se vašim razredom, da niso samo pesniki in pisatelji, ampak tudi slikari, pozorno tako silni glas, so zavzeti za slovenščino. Tudi slikari podobno. Jančar je pa kasneje komentiral, da sta očitno dve pameti. Eno je umetniška ustvarjalna, druga pa fakt idiota, oziroma znanstveniška. Tem bom govoril, ampak jezik je bistvena stvar in za Jemca, on je svoj likov jezik pravzaprav ustvaril kot sintezo vseh prejšnjih načinov iskanj, so bili v posamičnem problemu usmerjeni, tukaj pa z barvo, ki jo presvetljuje z gesto, z razmeri, strukturo in tako naprej, izrazi pravzaprav vse. Svojo notranjost, harmonijo, spokojnost, razpoženo dramatičnost, reagiranje na zunanje dogodke, vse se to preliva, tako da je to na način ponotranjen impresionizem, če pogledali, oziroma so odbleski narave, ampak projicirane skozi njegove dušo, izraz, to je abstraktni ekspresionist, takle slikacije so itak nebistvene, oziroma je mogoče na različne načine ga opredeljevati, pa gestualni slikar in podobno. In s tem načinom, ki ga pomenijo kot svoj likovni jezik, on izraža lahko vse in vse pove zelo nazorno, krati podohodno in čutno, ker pomeni, če slika nek sončen dan, veselje, naprimer, je taka upojna zelenina ali pa modrina, da človeka prav čutno, ko bi rekel, tako kot pogled v naravo v nebo, presvetli in to je zelo nazorno, bolj kot če bi pisoval, narativno, naprimer narava in podobno, zato je zelo tudi naturalističen, če bi rekli, po drugi strani je čist podohovljen, vse to se pri njem preliva in ta način, on pač izraz način ali jezik, s katerim pristreza vse in zato je tudi nekaterim slikam ali pa ciklom razstav, tam naslov vse, kar je in ta naslov vse, kar je, je zato pristal tudi na naslovnici te knjige, vse, kar je, to je pa seveda doživljanje, ljubezen, strast, ogenj, doživljanje, skratka, komentiranje vsega, kar se dogaja, groza, ob teh dogajanjih in on je, kot človek seveda angažiran, izrazito potem nosi sabo tudi spomin na doživljanja, ki tudi tukaj živijo, še ko je videl med vojno, pa letalce, podobno kot verni kri in se je za veliko malo zapomnil, naprimer kri, ki mezi tam po zelenju in tako naprej, in je to potem enostavno ustvaril kot spominsko, krati pa tak način izrazil tudi zavest o teh pobitih, po vojni, zdaj ima že med vojno, koncu vojne, so zbrezneški in podobno. Potem je seveda ta kaos napovedal skoraj da požar Notre-Dameske katedrale, tako da je izrazito angažiran umetnik, ampak nikoli narativen, ampak izrazi vse to na likov način zelo otipljivo. Naprimer ima tudi podobe, ki so v spomin ali pa žrtvam različnim, so pokopane v zemlji in to zemljo enostavno slika tako tudi pri arheologih, ko vidijo iz strukture zemlje, kaj je noto, ko je zgladjo, iz same strukture se vidi, naprimer, da so to grobovi, je to zelo naturalistično čutno, nazorno, ne pa konkretno, se samo aluzivno nakazuje, skratka, tudi on sam prav, da nakazuje, ne upodablja in izrazi nekako vse, tako da je treba nekako biti, bom rekel, dojemljiv ali pa dometa jezik, njegov, ko ne postane blizu, potem dejansko lahko vse izpoveduje s tem svojim rokopisom, vsemi likovnimi sredstvi
in zato tako sproščeno nas reagira, ker se pa tega nekako zaveda, čeprav dela instinktivno, v zadnjem je seveda veliko znanje in izkušnja, iz prejšnjih obdobij daje pa tudi svojim slikam zelo konkretne, ustrezne naslove, ki so vedno v skladu s tem, ki so pa, ne bom rekel, piše impuls, ki človeku potrdi skratka to, kar sami slike razbere. Naprimer so podobe sreče, ne? Živa srečna barva in tako naprej, nekaj sproščeno znana slika. Ali pa nekaj so goste, mračne, ne? Ali pa podobe, skratka, ki kažejo na najbolj grozna dogajanja, ne? Pa ima veliko panoramo utripa, ne pa prav krvavo 20. stoletje. Po drugi strani pa ste imel kozmos, so nočne zvezde, skratka, na nebu globine, ne? Vse to, skratka, zajeto na tak zelo impulziven način, nekopis je pa tako individualen, ne? Da ga takoj prepoznamo, da je to jeme, čeprav marsikdo misli, da so si vsi abstraktni umetniki podobni, ne? Se poteza detekteče, pa podobni so si tudi realistični, če gledate, ne? Na nekaj slik je pa takih, da so dejansko kot bili dejansko preblisk iz narave, pa v par potezah je tam, vidite, aluzijo na gore, vodo, otoček in podobno, da je enostavno to kot skica, ki je tako zgoščena, da vse pove natanko isto, kot v 19. stoletju kdo na drug način natančno izslikal, ne? Skratka, zelo sugestivno moč ima, nekatere slike zelo koncentrirane, katere so zelo zgoščene, ki so se včasih še najbolj tako intenzivne, ne? Drugot je enakomerno, se drhti, ne? In nekatere so take svede, potem so zelo blizu pesnikom, ne samo glasbenikom, ki jih manijo čista lirika. Sem pa tudi večkrat doživel, da je na razstavi govoril njegovih podpredsednik akademije, takrat arhitekt Mušičke, arhitekt, je govoril pa seveda o konstrukciji, o arhitekturi noter, ker če tudi vse to navide se razgledeno, je vedno neka arhitektonika, ki se ve tako tripa, se sestavlja, pa že razblinja. Marjan Pogačnik je tudi analiziral večkrat te slike, ne ga zimo prostor, ta rob slike, tako naprej, ko so poteze vedno take, da na središče ustvarjajo, tako da je not veliko takih zakonitosti, ki so bišlo preko raztopljene, navidezen vrveš, mislim, da pa ekspresija prepričljivost barve so pa seveda tako muzikalne, da človeka zajamejo, zato je jemec tako neko priljubljen, da v stvari čuduje se v teh slikah kot najde, če tudi sicer je ne blizu abstraktno slikarstvo. In ker je tako konkretno hkrati, je zelo značilno, da je jemec seveda to, prav to ni abstraktno slikarstvo, da je to v bistvu realizem, ker na nazoren način resnično sveta pokaže. Naprimer, zemljo tako, da kar struktura prsti videti, nebo spet, ne? Ali pa zelenje, prebliske, ne? Da je čisto konkretno, hkrati podmakne poduhovljenost. To je to tako zelo skrivnostno, mistične so nekatere podobe, nekatere imajo tak naslov, ne? Pogled von stranstvo in še tako naprej, da so transcendentalna, čisto smrčivo konkretnost, pa med von stranstvo segajo, nekatere so seveda par potez skoncentrirane, ki so skoraj kot haiku, ne? Kot ima tudi haikuje, ne? V svoji umetnosti Jožef Muhovič, ki je odlično pisal ravno v teh slikah v zadnjem ciklu, ki so danes razstavljene Jožefovem zavodu v Celju, ne? Skratka, tako da dejansko jem s tem jezikom neko univerzalni, ves čas vam podarja jezik, potezo, ki izhaja barvo in svetlobo, ki barvo oživlja, in svetlobo večkrat enaki z besedo, to je zelo značilno in se sklicuje na svetopisno, očetkole beseda, ne? Ta beseda je luč. Skratka, ta pisava njegova izhaja pa iz rokopisa. Če gledate njegov sunkovit rokopis z vijugami in tako naprej, je tukaj noter v bistvu rokopis. Ne da bi samo strukturo rokopisa zajeta, ne? Ker je pa taka večletna in spominja seveda zlasti tistem začetku na vzhodnaško kaligrafijo, ne? Ki je izvijala se iz slikovnega jezika, ne? Je pa s tem izrazom, ne? Skratka, slika in pove neka poezija noter, postal pa tako popularno, da se že omenil, se ga odkrili na Japonskem in prav zaradi njega potem cela vrsta japonskih študentov prihajala študirati. In tudi kolikor vem, je imel največjo razstavo zdaj na Japonskem, ne? Tako da on tudi z tega stališča poseben fenomen, je pa to zanimivo, kajti že France Mihlič in Jakac, ne, sta doživljali, da so na Japonskem in je strašno občudovali, da javne naslovnice, delico, čutili, da imajo nekaj podobne kot japonski, tudi kot kitajski slikari. Neko lahkotnost v potezi, v smislu za skrivnostnost in pa predvsem liričnost, poezijo. Zato tudi te oblike so pri nas tudi popularne. Ne? Tudi jemci je prav ena taka zelo svojevrstna osebnost, ki ga takoj prepoznamo, treba ga pa začutiti. Kako, ne? Meni si sama, tam sem
mislim pa tu skočiti v besedo, ampak ko se je govoril o konstrukciji, ne. Ja. Zdaj, tukaj bi se lahko dotaknil programa Akademije za likovno umetnost, ki smo insistirali na tej konstrukciji, tudi Leonardovski, ampak ne samo na njegovi, da so šli likovni prostori, študij likovnih prostorov, od prazgodovine do sodobnih prostorov. Ne. Eni tega niso razumeli, pa so rekli, kako ti boš učil figuro, če vse to smo morali vsi znati. Ne. Danes ne vedo, mnogi ne vedo, da so študenti, ki delajo popolnoma drugače, da so bili sjajni portretisti, da so dobri aktorji. Se pravi, Leonardo ni zaslon živel, ne, in ne moreš negirati iz umetniškega ali pa ideološkega stališča to, kar je Picasso počel. Če v umetnostni zgodovini to počneš, ali pa v zgodovini sploh, se lahko glavo zbaviš, če to staro ideologijo obživljaš. Se mi zdi tako, ne, da stvari gredo kot vse, vedeno, na osnovi tega, kar se ve, tam se poskuša graditi naprej, ne. Zdaj, jasno, vsak v svojem življenju se ne more zaziram na spremembe, ki so kar naprej na glavo postavljata, ne. Ker jaz mislim, da psihofizična konstitucija človeka je pač tako tudi vsem, ne. Ampak so se pa dejansko v času zgodile tako velike spremembe, da pravim, da umetnost komaj sledi temu, kar se dogaja, ne. Na sebi primeren, lasten način v jeziku, ki je, kot v mojem primeru, ne jaz govorim, no dobro, to si prav lepo povedal, o nakazovanju, ne prikazovanju, ampak seveda oziroma poznavanje simbolov in vse te konstrukcije, tisto, kar je zadej. Kar je zadej za sliko. Za sliko je pa pravzaprav, da so slike, v katerih bi lahko celo knjigo napisal, ne. Pa ne zaradi tega, da sem, ampak so zgodbe, ki človeka pripravijo do tega in tisto, kar je bilo rečeno glede naslova, jaz se sploh ne morem predstavljati drugače zaradi tega, ker nekaj je neka ideja začetla, ne, odkot neka temna slika. Ja, to je odločitev. To je odločitev, ampak od kje je, no dobro, to so ljudje, ki raziskujejo, to lahko hvalijo, ne, za slikara ni pomembno, ne. Mogoče preveč govorimo o tem, lahko bi nekaj bolj natančno se zapisali, ampak ne. To tako je, ne. Ja, to je stvar. Značaj umetnikov, oziroma te slike, tudi če o teži govorijo, ste prepričani noter, je največja težja se zajeti in to se z lahkoto izraženo, ne. Tako da je večkrat slišal Marjan Peršarja, ki je posnoval, ki je bil glavni spremljevalec svojih časa, ne, Andreja Jemca in njegovega, bom rekel, sotrudnika in kontrasta, pravzaprav antipod Janeza Bernika, ne, je rekel seveda, da je ob Jemcu dokazoval, da je tudi umetnost, ki je lahkotna in v principu ameriko-rokokojska, lahko enako intenzivna in močna in poglobljena. Ampak Jemc pa po osnovi tak lahkoten človek, ne, da se vidi iz tega načina, skoraj kot bi se improviziral. Zato tak mojster akvarela, ker se vse preliva, kot da bi slike same pravzaprav nastale, čeprav je analizirano in tudi se notrave mesto, v takem mesto, kot mora biti in so zračne, ne, ene pa čisto nasičene, lahkotne so pa vse in take teže. Oziroma, da bi se slikar kako matral ali pa se nekaj dopovedoval. Ampak enostavno je slika vse, kar je, ne? Ja, vse nekaj se spomnim, ker govorimo o obrti in o ideji, ne. Jaz mislim, da obrt mora človek kjerkoli v področju umetnosti imeti v malem prstu in ne sme, ali pa ne bi, ne, bila v ospredju. V ospredju mora biti ideja slike, ne pa obrtna spretnost, da se čuvijo koliko ur, pa kako težko je to narejeno, ne. To je en drug pogled, ki ga pa tudi seveda vse paleta teh različnih vej ustvarjalnosti je široka, to pa je, hvala Bogu, tako.
govorili ste o neprestanih spremembah, premikih v življenju. Tudi vi izvedete premik tako v tehniki, če govorili smo o japonski, doživeli ste nekako prelom oziroma vsaj večjo prepoznavnost na svetovni likovnem prizorišču z grafiko, z 4. grafičnim bienalom v Tokiu mednarodnim, ko ste prejeli enakovredno prvo nagrado leta 1964. Če pogledamo opus iz tega zadnjega obdobja, pa so to platna izredno velikih dimenzij. Ko smo se pogovarjali z Alešem Bergerjem, je prav izpostavil to izredno, skoraj predimenzioniranost likovnega izraza. Ja, Ljubljana je majhna in imamo vgrajen pojem prostora velikosti, kot smo včasih rekli. Ljubljana je imela Dunajsko cesto ali pa Titovo cesto, Pariz imel pa Champs-Élysées, ne. In videl sem velike dvorane in tudi 3 metre velika slika izgledala kot ena mala zadeva. Vprašanje prostorov, ne. Res pa je, da vprašanje velikosti je osebinsko vprašanje slike, ni samo formalno, ker tudi to so različni strokovnjaki ugotavljali. Miniaturo delaš tako, malo večjo sliko s tem zgledom, malo večjo tako, še večje slike, kot je človek pa s celim telesom. To so že, kar zadeva naravo delovanja, razlike, ne. No, tu je veliko izhodišč in veliko vedenj o tem, ne. Je pa zame vprašanje velike slike, po eni strani vsi vemo, da je to ekonomsko vprašanje, da je to vprašanje prostora, formata, ne, ampak vsak če ima, kot bi rekel, izostren občutek za to vsebino, ne, da teži k temu, da bi s to svobodo v tem prostoru delovati na ta način je nekaj drugega, kot pa delati miniaturo. Če o tem govorimo velikost. Še na nek navidezni paradoks opozarjate v svoji spremni besedi, v Jemčevem opusu, ravno na nek način odsotnost figure, kar je tudi sam argumentiral skozi ta prikaz zgodovine, likovne umetnosti in hkrati ves čas prisotnost človeka. Človek je v samem središču njegovih slik s to svojo emotivno, ekspresivno platjo. Ja, to je pa naslova ene slike, ne? Nekod so razbine figure, celo ena taka, čez celo platno, pravzaprav, da spomne celo na Leonardovo figuro proporcijskega človeka, tudi trojanskega, ne? Ki každa proporcija, ker je razbinena v celotni utrip življenja. Tako da človek pa narava dih življenja, tukaj vse povsod navzoč, ne? Ampak če gledate, so dramatični odnosi, to je slikarstvo razmerje odnosom, dobite občutek, da so te močne geste, pa oblike ponekod kar antropomorfne, zato njegove figure pravzaprav, ne? Ne antropomorfne, ampak same geste, ko so monumentalne, drugod čist krhke in podobno, ne? Skratka, kar se tiče pa konstrukcija, pa iluzija, ponekod figura stoji, ne? V središču tudi tega dramatičnega dogajanja, sem kot znak, ne? Ali pa nakazana je, marsikje dobite asociacijo na figure, so lahko naključne, ne, skratka, prelivi, tako naprej tako učinkujo, ali pa mojster potem še dopolni, ne, tudi zavestno, ne, skratka, nekod figure ni nekje, pa marsikje pa dominira tudi Krištof, pa odlično razložil v svojem tekstu ravno Venk Muhovič, ne, ki ima pa posebno funkcijo figure, ne, iz tradicije seveda krščanske in umetnostne, hkrati je tukaj zajeta njegova arhitektonika, Karlo de Comandos, na primer, ne, Tonka Morovič je podaril primer arhitektoniko, ko je njem pisal take slike, tako da je zajeto marsikaj, vse je pa seveda dojeto s percepcijo človeka in avtor je tukaj zajet noter, vstopno navzoč, ne, v teh podobah, njegovo doživljanje, ali pa pogled, ne, tako da seveda ta umetnost ni figuralna, ne,
je pa zdaj to humana, humanistična, ali kakorkoli bi rekel, ne, ni, čeprav je lepa poetična, ne, ni prazna ali pa dekorativna, ne, ampak je izrazna. Ravno zato so ta izraznost opazili, ne, kakorkoli različno Nemca opazujejo. Snovalci na velike razstave v Ameriki, ne, jih zanimali kakšen abstraktni ekspresionizem onkraj, železne zavese, bil so potem iz Slovenije, povabili samo Jemca, ne, naprimer, ne. Tak ekspresionizem, ne, je podholjena ponotranja človečanska umetnost, če tako rečem, ampak abstraktni, se pravi figura raztopljena, ampak je izraz notranje intenzitete, vsaka barva, vsaka gesta, ne, tako da je človek vse posod zajet, ali pa posledica njegovih delovanj, njegovo doživljanje, nekaj krik, drugod poezija, ne, zato velja tudi za čistega lirika, pesnika, pa take vrste pesnik, kot so sodobni pesniki, ko ne berete, ne verzo dobesedno, ampak, kot je že Ivan Prijatov pri moderni poeziji, moderni ugotovo, da se celo odstavljate, da dojamete pravo vsebine, ne dobesedno, ampak skozi plasti, ne. Enako poetično se skozi plasti, skozi strukture, skozi odnose, skratka, vseh teh elementov Jemec izraža, ne. Včasih pa vidite tudi figuro, vse skupaj pa seveda sled njegove roke, ne, je pa zajeta v vsaki potezi, tako da je tudi tako neposredno navzoč, tako da je človek skozi pisavo, ga vidite pa začutite, ne. Da ga pa skozi vse ta likovna sredstva, ne. Da ne rabi nobene figure. Figura pa vlada, seveda, to pa lahko vidite že kot dijak, ne, celo še en študent, ne, je na sliko narisal realistično po fotografiji, ne, ker je ni poznal Ivana Cankarja in ta slika prvič objavljena zdaj v simpozijskem zborniku o Ivanu Cankarju, ga je SAZU akademija priredila, taka risba. Tako da on je obladal risbo, ampak realistično, ne. In je tudi risar, seveda, ampak tukaj je zato, da bi se tekst razrečil, oziroma v knjigi so tudi risbe objavljene, ne. To so pa tudi neki drklaj, pravzaprav obranosti duše, ne, seizmografi. Nenehno on tudi riše. Te risbe pa niso, včasih so impuls za kasnejšo sliko, ne, v teh velikih dimenzijah, včasih so pa samo usporedni impuls doživljanja, dnevniški tako rekoč, ne, kot je Bern tudi dnevniške risbe delal, ne. Slikarski dnevnik je lahko več narisan, lahko je napisan. Urbanca te velike podobe. In pravzaprav dostkrat nima zveze s tem, da bi bila to neka priprava za neko sliko, ne. To so neke ideje za zadežene. Napisani risbi se vibrira, te slika tudi vibrira. Tako kot v trenki duše, je pa sredično, da človek včasih. Spokojne, ja. Prosto. Ja, nekaj je pa drama noter, ne, zlasti tiste, da bi sem odgovoril, ne, so taki naslovi grozljivi, ne, da Evropa umira oziroma da se izpokopavajo tja, ne, tla, in tu prihajajo vsi mogoči, ne, iz drugih dežel, ljudje, invazija, ne, pa če se invazija, vseh mogočih stvari. Seveda je to večznačno, veš, če govorimo socialno, politično in tako naprej, to je večznačno, to ni enoznačno zadevo, ne, to je tragedija velika, ne. Ja, to je mizija vsega strah, ampak to občutje, pa strah noter, se to je noter, ne, se to neko domljivo bere, še slov pre, ne, lahko beri to dobesedno, gleda hkrati. Eni pa slišajo, ne, glasbeniki, da zelo imajo tako radi glasbo. Glasbeniki, to pa vem, zaradi komu vsih sem bil so videl, ne, da vidijo glasbo v barvi njegovi, ki zveni. To odsotno prisustvovanje figure, o tem pričajo tudi naslovi vaših slik. Figurativen je en sam naslov, Čebelar. Ja, to je dolga zgodba, ne, ampak jaz bi sam toliko rekel, da v času študija na akademiji 53-58, jaz sem nekje 54 imel priliko, da smo šli na Beneški bienale prvič čez mejo, vidim velike mojstre v galeriji P.G. Guggenheim, njeno zbirko na bienale bil takrat Kandinski v nemškem paviljonu. Še danes ne vem, odkje so vse tiste slike pripeljali, ki jih nisem videl poznaj.
nekaterih velikih. Ne. In jasno, da je to zelo vpliva na nas. Ne. Moram pa povedati tudi to, ne, da smo bili izjemno ponosni, ko smo prišli v jugoslovanski paviljon, da bi pa Mihlič dobil bienalsko nagrado za grafiko. Se je takrat zelo veljalo, takrat je to zelo veliko pomenilo za neko samozavest. No, in normalno na akademiji sem delal neke preko kubizma do abstrakcije, ampak takrat nekaterim profesorjem to ni bilo prav, ne, in pred diplomo jaz sem imel pripravljenih 5 kubističnih slik, ne, profesor Stupica, ki je bil zelo, kako bi rekel, razgledan, občutljiv za te stvari, je rekel, in s tem ne boste skozi prišel na diplom, ne zaradi njega. No, in potem sem eno figurativno naredil, ne, tisto portret, bojni portret, dal mi je 7 naslovov, tisti listek še hranom, ki sem pisal na neki risbi, 7 naslovov in sem zbral bojni portret, ne, in sem doma gledal na steni je bila fotografija poročne slike mama očeta in mama v belem, oče v temni obleki, sijajna tema, me je spomnila takoj na neke Gojove slike, na tistega dečka s piščalko od Maneja in tisto vzali malo v tem duhu seno in tisto je bilo potem sprejemljivo, čeprav mi je Vojmir Anton Kos, profesor, ker je bil kot moj profesor, ampak je bil komisije rekel, a ne, so bili pa zelo tečni. So rekel, zelo slabo sem se počutil, da sem videl, da je nekaj bilo posredi, ta kubizem ni šel, ne. In še to, ne, 2 leti prej, 10-letnica akademije, bila sem bil zelo ponosen, da so eno tako kubistično mizo, da so res pa eno glavo sprejeli, da sem razstavljal v Jakopičem paviljonu 56 letov. Na tiste sem bil zelo ponosen, ampak jaz sem pozneje dobil vse eno ceno za grafiko tako nizko, da sploh nisem dobil ne štipendija, ne dobil špecialko šel, ne, in zato mi je tista nagrada pa leta 1964 pomenila več kot bi sicer pomenila, če se človek ve, kaj dela približno. Tisto, kar govorijo, da umetniki ne vedo, kaj dela natančno, ve, kdaj gre. Dobro, kdaj pa ne gre. Te slike bodo monografiji zdaj, ki jih je omenjal, ne? Ko bo išla te zgodne. Ja, nekaj bo, tega se je nabralo veliko, no, ampak res pa je, ne. Jaz sem to diplomsko sliko pred par leti dal še ga fotografirati, iz tega je pa nastajala serija 2 človeka in to se povleče. Tle bi rekel, tudi poklon Stupci zaradi tega, ker njegove beleje slike so pa vendar moje, ne. In ta prisotnost človeka, pa to se nekaj tisto, kar si delal, se vleče, ne. Se poglabljaš v to, ne. To je osrednji problem moderne umetnosti sploh. Vendar smo se skozi vse, kar je, približali nekoliko k temu, kar je bilo, torej k tem začetkom. Tu bi veljalo poudariti, da vas je prej prepoznal jugoslovanski ali pa potrdil jugoslovanski širši prostor, ne toliko slovenski. Namreč prva nagrada je leta 1960 na prvem bienalu mladih na Reki in tudi prva večja razstava v Beogradu. Tudi ko sva zdaj zbirala gradivo za monografijo, je kar nekaj slik, za katere smo prosili za reprodukcije v Muzeju umetnosti, v novejši umetnosti v Beogradu. Ja, da vem, v Ljubljani se mi zdaj, takrat so se s kolegom Bogdanom Meškom, se je prednjel pa Kijer Meško, ne, so se pogovarjali, da pisvala oni za nekaj v Berlinu in sem rekel, sam ne v Ljubljani predstavljati, zaradi tega, ker smo se na nek način zamejali s
temi svojimi poskusi nekega opuščanja figure in se približevanju ploskvi, dvodimenzionalni, kot bi rekel, sliki, da je bilo to, kot bi rekel, neka strokovna zamera. In normalno, jaz sem leta 1959 šel poslovni salon na Lepo, tam je šla skozi jugoslovansko živijo in to je bilo veliko veselje, ker so bili ljudje, ki so pozneje odločali o teh mednarodnih razstavah. Potem je bienale mladih, potem, ko da sem nekje odšel in sem potem, v Beogradu, iz Beograda sem pa dobival vabila, in tudi zelo vesel sem bil takrat pomoči nekaterih Lazar Trifunovič, doktor Lazar Trifunovič je prišel na mojo razstavo, Aleksa Čedobodovič še v Ljubljano je z mano prišel za neko grafično mapo, da naredimo, pa jo nismo resničili zaradi naših, ne vem kakšnih razmer, se je par stvari takih je, ki bi bilo treba, zanimivo bi to, če bi kdo zapisal to, kaj se je vse zadaj dogajalo po teh stvareh. In, ampak, dobro, se tudi danes se dogajajo neke stvari, ker imamo svoje pripombe kritične. Ampak moja varianta je bila, jaz sem rekel, srečo sem imel, da ni bilo v Tokiju nobenega Jugoslovana v želini in bi lahko kdo, zato ker tisti ljudje, ki so odločili, so pač odločili tako, tistega sreča. In od takrat naprej so prihajali vabila iz Beograda za zelo veliko, so v bibliografiji videli poznaj. In ta Tokio vendarle zaznamuje tudi vaš opus, kot je omenil akademik Milče Komelj, so obrisi te orientalske kaligrafije tudi, jih je moč zaznati v najnovejšem opusu. Ja, je, ampak to je zelo univerzalno. Jaz pravzaprav sem poznal to vprašanje japonskih lesorezov, pa Van Gogha, pa teh ljudi, čeprav jaz mislim, da je pot bila do tega zelo skozi rokopis, direktno. Pa prijetno, jaz s tem se nisem nikoli ukvarjal, drugače, kot sem opazil, recimo, ko so bili kolegi Japonci, smo bili na Bledu, pa so rekli, kako je to kot na Japonskem, so rekli, kako je to lepo, se pravi neke najširše razmere okolja, da vplivajo na to estetsko naravnanost. Ne praznujemo pa letos samo vašega 85. jubileja, tudi 25 letje, odkar ste prejeli Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Zdaj, ko se ozirate skozi vse te nagrade in tudi ko nabirate, kako beležite, v katerih galerijah vse so danes prisotna vaša dela, Tate Gallery, Albertina, Narodna galerija Praga, Kongresna knjižnica Washington. Ali ste sploh ohranili evidenco, kje vse so vaša dela? Ja, zdaj pravzaprav za to monografijo smo, to bi omenil, neke slike so se to razlobile, tako recimo meni je bilo zelo žal, ta razstavna politika bila včasih taka, da ena komisija izbrala eno mojo sliko leta 1964 za Moderno galerijo, potem je ta slika šla na Expo Montreal z dvema drugama in kjer ni bila plačena, bila zavarovana, so jo kupili tam. Nekdo je kupil in je šla v neko pisarno nekam in je to zgubljeno. To je tak primer, ker sem rekel, določene slike ni poiskal. In smo jih iskali za to monografijo, ker je zanimivo, ker druga so zgubljene. Jaz vem še, kje so, drugi ne vedo. Ampak to velja tudi za druge avtorje. Se mi zdi zanimivo, če bi imeli pri nas večji štab teh ljudi, ki skrbijo za te stvari, da se beleži in
Se pravi, da ni izgubljeno, ne. In eni so zelo, ne vem, me zelo lepo, da so iz Francije, iz Italije se odzvali zelo hitro, kaj smo jim obljubili, da dobijo eno monografijo, ne. Pa z Gravis, pa z Bigradom imamo pa še težave. Ravno zato smo se potem odločili, da bomo natisnili predvsem reprodukcije slik iz zadnjega opusa, ker dejansko že kar nekaj let skoraj čakamo na reprodukcije iz Beograda, kjer ves čas muzeji prenavljajo. No, za konc bi rekel tako, da a veste, zdaj, če imaš slike, pa bi krat pokazal, može 3 leta bi prej prijavil na vprašanje, kje prostor bi to bil, ne, in pa smo se odločili, da bi to ker slike pomanjšali in jih na teh 9,2 kvadratnih metrov objavili v knjigi. En prijatelj iz Trsta me je napisal, da to je zelo fajna razstava, ki lahko domov nese. Ja, in zaslužni za to, da so tako imenitno pomanjšane v to mini razstavo, jih je še kar nekaj. Prav je, da omenim fotografije avtorja. Za monografijo je prispeval Tihomir Pintar, fotografije slik Matija Pavlovec in Aleksandr Lili. Za grafično oblikovanje je poskrbel Matija Jemec in tisk je izvedla zelo korektno in profesionalno tiskarna Medium iz Žirovnice. Seveda pa je ta dialog, kot ste videli danes, med sliko in njenim bralcem na nek način, možen samo, če imamo dva tako imenitna umetniška mojstra med sabo, torej mojstra besede, Milčka Komelja in mojstra Čopiča, Andreja Jemca. In naj zato zaključim z tem dialogom, torej z besedami akademika Milčka Komelja o Andreju Jemcu. V svojih slikah se Jemec zataplja vse okrog sebe in se vsemu temu ustvarjalno predaja. Vse izraža, vse komentira in vsemu prisluškuje. Sprašuje se o najsplošnejših temeljnih stvareh človeške eksistence in se prepušča srečnemu občutenju, da živi, zazrt v lepoto in svetlobo sveta, ki ga prešinja svojim notranjim soncem. V slike pa priklicuje tudi aluzije na družbene razmere in pojave, ki ga ne morejo pustiti neprizadetega. Zato v njegovih slikah občutimo in razbiramo varnost in zatišje, oaze lepote, sijoče jase poetične nedolžnosti in slast sproščenega trenutka, a tudi nevarnosti, ki svet razjedajo, požigajo in ogrožajo človeštvo. Vse to mu vse skozi oživlja v živahno dinamiko, tudi v spokojnosti pritajen nemir in tudi v nemiru navzočo skladnost, astralno zračnost in zemeljsko zgoščenost. Dojeto skozi občutljivo srce človeka, ki ni le opazovalec, ampak je v sliki udeležen kot subjekt. Navzoč je kot dirigent, ki usklaja orkester, v katerem instrumenti barv in zvočnih linij uprizarjajo in prebujajo življenje, v katero je, brez vnaprejšnje partiture pred sabo, kot njegov slikarski stvarnik, mnogoglasno raztopljen, predvsem on sam, Andrej Jemec. Gospa dr. Ignacija Fridl-Jarc je kot urednica vse prebrala sam sebe kot urednica in je zelo zaslužna, da je ta knjiga tak, kot je. Da ne govorimo vseh drugih, ki je vsak po svoje svoj velik avtorski prispevek
dal. Da smo to naredili sorazmerno, eni so rekli čez noč. Čez noč se ne da narediti, ampak hitro se pa da narediti. Hvala. Zdaj pa v imenu Slovenske matice in našega današnjega slavljenca vabim na praznični ali pa vsaj predpraznični kozarček na zdravje in veliko umetniških navdihov v letu 2020.